Strpnost za volanom. To je tisto najpomembnejše. Pa za balanco in krmilom še bolj. Motoristi so tisti, ki morajo najbolj paziti na to, kdaj se podajo na cesto. No in ta ideja mi je bila všeč. Kaj narediti, če nismo za na cesto? Po moje, jaz bi po receptu napisala vedno doma boksarsko vrečo in 15 minut preden gremo na motor, tole boksarsko vrečo obdelovati in potem na motor. Evo, obvezna oprema pri nakupu motorja. Ampak kako pa smo lahko še boljši? Samo refleksijo. Z obvladovanjem svojih impulzov, z razmišljanjem o svojih motivih, razmišljanjem oziroma ozaveščanjem svojih čustvenih stanj. Recimo, moj fokus so vedno čustva, ker zaradi čustev je ogromno ne samo motorističnih nesreč, ampak tudi drugega gorja na svetu. Smo pa ljudje tudi na cesti en do drugega taki, kot smo v družbi. In zdaj, če smo v družbi vedno bolj atomizirani, vedno bolj odtujeni en od drugega, jaz verjamem, da se tudi na cesti vedemo na podoben način, kar verjetno ni najboljše. Po naših podatkih, če govorimo o povzročiteljih prometnih nesreč, torej izkritja avtomobilske odgovornosti, in če vzamemo za izhodišče nekako voznike mopedov, ki so najmanj rizični, so potem 3-krat bolj od njih rizični vozniki skuterjev in pa čoparjev, vsak z drugačnim razlogom. Čoparji so več na cesti, prevozijo več kilometrov in so zaradi same izpostavljenosti bolj tvegani, medtem ko se skuterji gibljajo bolj v urbanem okolju, kjer je škodna pogostnost ali pa verjetnost prometne nesreče nekoliko večja sama po sebi. Potem naprej, naslednja skupina motorjev so naked bike motorji in pa touring motorji. Tukaj govorimo nekje o 5-krat večji verjetnosti za nastanek prometne nesreče v primerjavi z mopedi. In pa še zadnja skupina so potem sportni in supersport motorji, kjer je verjetnost za nastanek prometne nesreče od 7-krat večja od mopedov. Ja, povprečna starost umrlih motociklistov se nažalost zvišuje v smislu, da se vsako leto zazna, da je povprečna starost le-teh višja. Nekje se ustavlja nazadnje pri 42 letih. Nekje več kot 70% smrtnih žrtev v lanskem letu se je zgodilo izven naselja. Praviloma na državnih cestah, torej na tistih cestah, ki so za motoriste bolj zanimive, ovinkastih cestah, ki peljejo do raznih izletniških točk. Čeprav, če pa pogledamo zgolj statistiko tudi ostalih prometnih nesreč, recimo zanimivo, največ prometnih nesreč število, se pravi kvantitativno, se pa zgodi na Celovški cesti v Ljubljani. Zgodile so se tudi nekatere prometne nesreče, ki bi lahko ne imele smrtnega rezultata, če bi bil obcestni prostor drugače urejen. Se pravi, tako urejen, da bi odpuščal in bi seveda lahko motorist zdrsnil z vozišča, ne da bi se zaletel recimo v kakšno skalo ali pa karkoli tistega, kar se nahaja ob vozišču. Sem pa izvedel še nekaj zanimivega. In sicer, da se za AO+, zavarovanje za telesne poškodbe voznika povzročitelja nesreče, odloči kar 5-krat manj motoristov kot avtomobilistov. Zakaj? Zdaj, lahko je to zaradi občutka, da se ne more zgoditi nesreča, lahko je to zaradi višine premije, lahko je kakšen tretji razlog, tukaj bi lahko samo ugibal. Zavarovalna premija je določena na podlagi tradicionalnih parametrov, to so moč vozila, razmerje moč-masa tudi v primeru motorjev in tako dalje. Po novem pa se lahko pri motorjih zmanjša premija tudi z varno vožnjo, ki se jo zazna z uporabo aplikacije Drive. Osnovna premisa, kar se tiče popusta pri zavarovanju, je podobna kot pri avtomobilih. Za posnetih pri motorjih 200 km na mesec bo uporabnik lahko zbral 2% popusta vsak mesec, skupno v prvi fazi 15% tekom leta. Pri tem pa smo se posebej tudi osredotočili, da tudi z uporabo aplikacije Drive, da bo vožnja z motorji lahko še vseeno dinamična, tako da bodo lahko motoristi kljub temu še uživali. Ampak tudi užitka je lahko hitro. Kaj je hitro? Prehitro, konec. Enkrat sem šel, to je bilo nekaj 25 let nazaj, sem bil pameten in sem šel, tako je bila neka brežina in jaz sem šel konkretno v ta ovink desen okrog te brežine. Tega ne bi nikdar več naredil, zdaj vedno vozim take ovinke, kot da je nekdo zadaj in seveda takrat je bil nekdo zadaj, bil je en hrošč in sem ga kot skalpelom presekal na pol in pristal na riti v koruznem polju. Pa meni ni bilo čist nič. Hvala Bogu.
šola je bila pa dobra. Ja, na svojih napakah se največ naučimo, če preživimo. In za konec še misel, kdaj pa je treba začeti izobraževati motoriste? Preden je otrok spočet, bom rekla. No, ja, se pravi, takoj, že v štartu. Ne? Starši so tisti in prvo prometno izobraževanje se zgodi, ko pride oče po mamo pa novorojenčka in ga pelje domov. Ne? Tam se v bistvu ta res vzgoja v prometu začne. Ne? Tam in potem z vsakim zgledom naprej.